ljubezen do sebe ter sprejemanje samega sebe. Največ in najbolj pomembno je, da najprej obdarimo sebe. In kaj je tisto največ, kar si lahko podarimo? Naj se sliši še tako izrabljeno, vendar vsi mi potrebujemo od sebe le eno stvar. In to je ljubezen do sebe ter sprejemanje samega sebe. Ljubezen do sebe in sprejemanje samega sebe. Zavedajmo se, da odnos do sebe je temelj vsega. To je odnos, ki traja najdlje. To je odnos, ki traja celo življenje. Celo življenje preživimo sami s seboj, svojo dušo in svojim telesom. Zato je vredno, da poskrbimo za ta odnos. In vedeti moramo, da iz tega odnosa izhaja prav vse. Če postavimo sebe na prvo mesto, to ni sebično. Imeti se rad ni enako kot narcisoidnost, ki predstavlja šibkost, praznino in nasprotje ljubezni. Ljubezen do samega sebe je to, ko sami sebe sprejemamo prav takšne, kot smo. Ljubezen do sebe se prične, ko ugotovimo, kdo smo mi pravzaprav in koliko smo vredni. In smo na sebe zelo ponosni, ter hkrati sprejemamo vse svoje napake. Ko smo srečni in hvaležni, da smo, da sploh lahko živimo, da smo, kdor smo, da imamo možnost tega življenja, možnost rasti ter učenja. Ko se zavedamo moči življenja, ko se zavedamo svoje moči, ter da svojega življenja ne bi zamenjali za nič na tem svetu. Če sami sebe doživljamo kot nič kaj posebne, ali pa si morda rečemo, drugi so boljši, bomo težko napredovali na poti uresničevanja svojih življenjskih sanj. Če ne verjamemo vase, se bomo prej ali slej znašli v neprijetnih situacijah ali pa celo dopustili, da z našim življenjem opravljajo drugi. Pa si res to želimo? Zagotovo ne. Zato si obljubimo, da se bomo od danes naprej, od tega trenutka imeli radi ter se brezpogojno sprejemali. Kaj storiti, da to ne bo ostalo le pri obljubi? Pri obljubi, ki jo bomo že jutri pozabili. Pa se zdaj skupaj popeljimo v našo preteklost. Vprašajmo se, smo se kot otroci kdaj počutili nezaželeni?
smo dobivali dovolj ljubezni? Smo občutili ljubezen? Smo občutili, da smo ljubljeni? In še bi se lahko spraševali. Prav otroške izkušnje so tiste, ki pomembno vplivajo na vzpostavitev samodojemanja skozi celo naše življenje. Če smo bili vzgajani v ljubečem okolju, v okolju, kjer smo bili ljubljeni, spoštovani in razumljeni, bomo lažje ljubili sebe. V nasprotnem primeru, če pa naše okolje ni bilo takšno, kot bi si želeli, če smo bili vzgajani v okolju, kjer je primanjkovalo samospoštovanja, kjer ni bilo brezpogojnosti in ljubezni, se je to preneslo tudi na nas. Kakršnokoli nasilje, lahko je to verbalno ali fizično, lahko povzroči hude travme, ki vplivajo na našo samopodobo. Morda se je včasih zdela šiba ali pa sporiti nedolžna in vzgojna stvar, vendar lahko pusti hude posledice na otroku, ki bo imel ves čas podzavesten občutek, da ni dovolj dober, da ni sprejet, da ne dela prav. In zaradi tega lahko pridejo še občutki sramu, tesnobe ali depresije. Potem je tu šola, naši vrstniki, kjer so nas ves čas primerjali med seboj. Kdo je boljši, kdo je bolj pameten, kdo hitreje računa, kdo bolje napiše, kdo si bolje zapomni, kdo hitreje teče in tako dalje. In občutek, da nismo dovolj dobri in vredni, se veča in veča. Potem so tu še mediji, ki nas vsakodnevno bombardirajo, ki v nas ustvarijo ideale, kako bi morali izgledati, da bi ustrezali družbenim predstavam o lepoti in uspehu. In po vsem tem se zgodi, da nam ne uspe obdržati in gojiti ljubezni do sebe. Vendar zdaj ni čas, da bi iskali krivca, da bi obtoževali druge ali sebe. Ne. Zdaj je čas, da to počasi spremenimo. Zdaj je čas, da ozavestimo vzroke svojih težav, ter jih počasi izkoreninimo ter odpravimo.
Kako se torej zaljubiti vase, ne da bi sodili in se obsojali? Iskreno sami sebe vprašajmo, kako ta trenutek dojemam sebe. Kaj se mi zgodi, ko se pogledam v ogledalo? Iščem napake in nepopolnosti, kako reagiram, ko me nekdo kritizira? Sem dovolj trden, trdna ali me to potepta? Razmislimo, kaj je tisto, na kar sem še posebej ponosen, ponosna. Zakaj vse sem hvaležen, hvaležna? Katere so moje močne strani, moji talenti, moje dobre lastnosti? Kaj je vse tisto, zaradi česar me drugi občudujejo? Kasneje lahko to vse napišemo tudi na list papirja ter ga damo na vidno mesto, kjer ga bomo vsak dan lahko videli. Vedimo pa, da bomo v življenju vedno našli nekoga, ki bo v nečem še boljši od nas. Zavedajmo se, da nismo popolni, nihče ni popoln. Ne potrebujemo ves čas blesteti na vseh področjih. Ne potrebujemo biti nezmotljivi. Nihče ne more. In tudi nihče ne živi brez bolečine. Zato vedno, ko se primerjamo z drugimi, vedno pomislimo, pa bi zares zamenjali svoje življenje z drugimi. Iskreno si odgovorimo. Večkrat čez dan si vzemimo čas le zase, ter si podarimo čas, ki bo namenjen le nam. Sami sebe peljimo na zaslužen zmenek. Pojdimo na sprehod
pripravimo si najljubšo jed. Plešimo, berimo, nakupujmo, ustvarjajmo. Delajmo tisto, kar nas najbolj veseli in bogati. Dobro poskrbimo za odnos s seboj, tako kot skrbimo za druge. Prav vsak dan si vzemimo čas zase. Prav vsak dan poskrbimo zase, da ne bi dopustili, da karkoli vpliva na našo ljubezen do sebe. Objemimo sami sebe ter si povejmo, kako se imamo radi. Plešimo sami s seboj, pojmo sami s seboj danes, pojmo jutri in naslednji dan in nato vsak dan posebej. Zaljubimo se sami vase, zaljubimo se v življenje. V pomoč so nam lahko tudi različne meditacije na to temo. Včasih je le dovolj, da preživimo določen čas v tišini, da poslušamo sami sebe, da poslušamo svoje srce. Takrat zapišimo svoje občutke ter morebitne težave, iz katerih izhaja naša nizka samopodoba. Ozavestimo to ter delajmo nad tem. Vedimo, da nam bo šlo vsak dan bolje in bolje. Vsak dan se bomo vedno bolj in bolj sprejemali in vsak dan se bomo lahko imeli vedno bolj in bolj radi. Vedimo, da smo mi tisti, ki si zaslužimo največ. Mi smo čudovito bitje, bitje, ki si zasluži le najboljših stvari. Oblijmo se z mirom, oblijmo se z lepimi občutki.